Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. V naši družbi v oddaji z učiteljem Cerkve poučevanje vere tokrat lepo pozdravljamo upokojenega nadškofa, metropolita, doktorja Marjana Turnška. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod nadškof. V prejšnji oddaji sva že dodobra načela temo, kaj naroča Bog v 9. zapovedi: spoštovati dostojanstvo žene, ohranjati zakonsko zvestobo in družinsko skupnost. Zelo lepo ste nas opozorili in nam tudi povedali, da pravzaprav ne gre za isto zapoved, kot je 6. Božja zapoved, ne nečistuj, ampak da gre pri tej zapovedi bolj za neumešavanje v nek zakon, v zakonsko skupnost, da je to pač na tem področju večji prekršek pri tej zapovedi. Kaj pa pomeni prelomitev zakonske zvestobe? Katere oblike nezvestobe razlikujemo? Ja, nezvestoba je že sama po sebi usmerjena v to, da človek prekine nekaj ali prelomi nekaj, kar je ali po naravi nekako mu pripada, ali je obljubil, ali se je zavezal. Ko govorimo o zakonski nezvestobi, je gotovo to usmerjeno, kot bi lahko rekli, napad na zvezo, ki sta jo sklenila mož in žena, to obljubo, ki sta si jo dala v Bogu, da bosta si ostala zvesta v sreči, nesreči, v bolezni in zdravju, vse dni do konca svojega življenja. In torej vse, kar je usmerjeno proti tej zvezi, proti tej obljubi, proti temu načinu življenja, ki je v cerkvi pravzaprav, ko je v Novi zavezi to Jezus postavil kot sakrament, postavljeno kot tudi stan v cerkvi, zakonski stan. Tako kot imamo duhovniški stan, je tudi zakonski stan. To pomeni en poseben status znotraj cerkve, imajo zakonci. In vse, kar je naperjeno proti temu, je torej nezvestoba, zakonska nezvestoba. To je lahko v mislih, lahko je v besedah, lahko je v dejanju, lahko se tiče spolnega področja, kar največkrat razumemo in pojmujemo. Seveda se pa tiče tudi vseh drugih nivojev življenja med možem in ženo. Ker, kot sem že rekel, lahko sta si nezvesta v mislih, lahko sta si nezvesta v besedah, torej da ne podpirata drug drugega v situacijah, v katerih sta si obljubila, da si bosta stala drugemu nasproti, torej v pomoč drug drugemu. Tako da, kot sem rekel, ena oblika je lahko ta spolna nezvestoba, ki jo seveda ni nujno samo prešuštvo, ampak je tudi v mislih želja. Jezus je rekel, kdor poželi ženo drugega, je že v mislih prešuštvoval z njo. Lahko je tudi seveda uporaba recimo pornografije ali drugih takih podobnih sredstev, ki zopet enega ali drugega nekako odpelje drugam, na drugo področje, k drugim ženam oziroma k drugim moškim, tudi če samo na papirju ali na ekranu. Tako da teh oblik nezvestobe je verjetno toliko, kolikor je življenjskih situacij. Na nek način bi lahko rekli, da gre za eno obliko nezvestobe tudi takrat, kadar recimo eden v bolezni potrebuje pomoč drugega, pa mu jo drugi odtegne, mu ni na razpolago, ker je obljubil, da mu bo ostal zvest v sreči, nesreči, v bolezni in zdravju. Pa če tega ne naredi, pomeni, da mu ni zvest. Prebral sem misel pri Mariji Valtorti, italijanski mistikinji: čist ni tisti, ki brzda le meso, ampak tudi misli in čustva. Misli ste že omenili. Kaj pa je to čustveno področje, kjer človek lahko ni zvest svojemu zakonskemu partnerju? Ali je to tudi področje, ko se nekdo zaljubi v drugo osebo, zapusti svoj zakon in odide od svoje družine, od svoje partnerke ali partnerja?
No, tu se mi zdi, da je potrebno nekako jasno ločiti dve stvari. Eno je to, kar ste zdaj na koncu zaključili, da nekdo odide zaradi tega. Drugo pa je, da se v nekom sproži neko čustvo. Glede, čustva so pravzaprav stvari, ki jih mi ne moremo odločati, se pojavijo. Tudi zaljubljenost. Nihče ne reče zjutraj, danes bom pa zaljubil. To ni možno, ne? Ampak to se zgodi. Torej na tej ravni, da začutimo kakšno čustvo ali kakšno nagnjenje do druge osebe, ni noben problem. Tega se ne da popolnoma nadzirati. Ker se ne da nadzirati. Ampak pomembno pa je zdaj, in to zdaj pa spada v 9. Božjo zapoved, kaj jaz s tem naredim? Če je nekdo, ki začuti tako čustvo, poročen, ali ve, da je ta drugi poročen, ob katerem se mu je to nagnjenje ali čustvo pojavilo, potem ima razum in bo z razumom pomagal čustvom, da se ne bodo razvijala. Ker to, da se pojavijo, ni v naši moči. To, kako se bodo pa razvijala naša čustva, to pa je že potem stvar naše odločitve, naše volje in razuma. Ne? Ker razum vodi voljo, volja je nek motor, če jo znamo z razumom nekako podpreti, ji pokazati pravo pot, potem bo volja tudi šla v tisto pravo smer in bo čustva umirila, bo čustva nekako spravila v red, bi lahko rekli. Medtem ko, če so pa možnosti odprte, ne? Torej, če pa sta dva prosta in pravzaprav iščeta nekoga, s katerim bi morda našla skupni jezik za celo življenje, tam pa so čustva v pomoč, da se odnos razvija v to smer. Torej, gre 9. Božja zapoved prav o tem govori, ne? Kako bom jaz ravnal s tem, kar se v meni pojavi. Ne? V tem odnosnem smislu, v odnosu do drugega spola ali pa tudi do kogarkoli, do drugih ljudi. Torej, sam začetek, če se porodijo takšna čustva, ni noben greh, odvisno pa je potem od tega, kako bomo mi se odzvali na to. Tako, to je bistveno. Ja. Ko govorimo o spoštovanju dostojanstva žene, je na mestu tudi vprašanje, ali more biti oskrunjena tudi zakonska postelja. V katerem primeru moramo reči, da je zakonska postelja oskrunjena? Slišal sem namreč, da zakonske postelje, čiste zakonske postelje, čuvajo angeli. Gotovo, angeli so nam vedno v pomoč na vseh področjih. Gotovo so angeli varuhi in pomoč tudi zakoncem na tem področju. Ja, čisto zakonske postelje ali pa oskrunjenost zakonske postelje se seveda nanaša striktno na to spolno področje, nezvestoba na spolnem področju. Gotovo je najhujša nezvestoba prešuštvo, pomeni res spolni odnosi z drugimi osebami, nekoga, ki je poročen. Seveda pa ne moremo reči, da se zakonske postelje čisto nič ne tičejo, tudi recimo druga uporaba ali pa zloraba spolnosti, ne? Kot je samozadovoljevanje, kot je uporaba pornografije, tudi nekako prepuščanje sanjarjenju z drugimi ljudmi in tako naprej. Glejte, to so vsa področja, ki se na nek način dotikajo tudi oskrunjene ali pa neoskrunjene zakonske postelje. Ker konec koncev tudi prešuštvo v ožjem pomenu besede se ne zgodi kar tako v trenutku, ampak ima vedno predhodne faze. In že te predhodne faze spadajo tudi zraven k tej stvari. Ali se vam zdi, da se zakonci dovolj dobro zavedajo posledic morebitne prelomitve zakonske zvestobe? Kakšne so posledice takega početja za tistega, ki je to storil za njegovega moža, ženo, pa tudi za potomce? Težko je soditi, kako se zavedajo, kako se ne. Verjetno bi bilo treba pri vsakem zakonskem paru preveriti. Gotovo je včasih pred
desetletij bilo več tega zavedanja, ker je tudi način življenja bil drugačen, tudi družba je o tej vrednoti zvestobe več govorila. Danes pravzaprav se vse prikazuje tako, kako da zvestoba ni neka vrednota. Čeprav, ko pa konkretno pride do takih primerov, no, to pa moram reči, da še vedno, ne, in jaz mislim, da bo to vedno nekoga zelo prizadene v paru, ne, v zakonskem paru. Tisti, ki je bil na ta način prevaran, ne, gotovo čuti bolečino, čuti ponižanje, skratka, globoke zareze se zgodijo zaradi tega dejanja. Verjetno je tudi res, da ne pri vseh enako, ker je tudi občutljivost pri nekaterih lahko že zelo nizka, bi lahko rekli, pokvarjena v tem čisto človeškem smislu. Če človek ponavlja dejanja. Če se to ponavlja, če to živiš v družbi, kjer je to nekaj običajnega, verjetno tudi ta občutljivost za to se zmanjšuje. Zato na tem čustvenem, psihičnem področju lahko rečemo, eni čutijo bolj, drugi čutijo manj, vendar na duhovnem nivoju je pa za vsakega človeka to huda stvar, hud udarec, ne? Tako za tistega, ki to stori, ne, je velik greh, kakor seveda tudi tistega, ki to doživi, je to tudi rana, ne samo na čustvenem, tudi na duhovnem področju. Ker lahko razmišljamo, ne, kako težko je odpustiti tako stvar, koliko morda jeze, celo do sovraštva to pripelje med možem in ženo, pomeni, da sta oba tudi na duhovnem področju lahko močno prizadeta. Naš znameniti klinični psiholog pravi, da zakonci se morajo zavedati tudi težkih posledic, ki jih bodo želi njihovi potomci, tudi če sozakonec nikoli ni vedel, pa nihče drug, da si ti nezvest svoji partnerki ali pač partnerka svojemu možu, žena možu, bodo potomci to želi na tak način, da bodo oni sami nezvesti svojemu partnerju ali pa on ne bo mogel biti zvest njim. Da so to posledice. Kaj mislite o tem? Glejte, jaz mislim, da to spada na področje prenašanja vzorcev, na tej psihološki ravni, na duhovni ravni pa gotovo. Zdaj na tej psihološki ravni verjetno ni to vedno enako ali pa ni verjetno čisto 100-odstotno, ne? Ker je tudi otroci so tudi samostojne osebnosti in tudi se razvijajo, pa so še drugi vplivi, tako da kar avtomatsko bi jaz ne upal reči, da bo vsak otrok nezvestega očeta ali matere tudi sam nezvest ali mu bojo drugi nezvesti. Gotovo pa je nezvestoba eden izmed pokazateljev, da v odnosu tudi sicer nekaj ni v redu. In ta celoten način življenja med očetom in materjo vpliva na otroka. Na duhovni ravni pa gotovo greh vsakega človeka, toliko bolj greh staršev, vpliva tudi na duhovno področje njihovih otrok, ampak ne samo njihovih otrok, to vpliva pa na ljudi na celem svetu. Ker je duhovna plat pravzaprav nima te prostorske meje. Ne? Gotovo pa na tiste bližnje še bolj vpliva, ker je tudi telesno in psihično so bliže, so bolj izpostavljeni temu načinu delovanja življenja. Torej, menite, da verjetno ne bo šlo tukaj do 3. in 4. kolena kazen, kot Sveto pismo pravi, ne, da zvestoba Bogu se bo nagradila do 1000. kolena potomcev, kazen za greh pa se bo prenašala do 3. in 4. kolena. No, gledajte, Sveto pismo vedno govori o simboliki. Tudi tu so števila, so tu simbolična, zato jih ne smemo dobesedno vzeti. Ta citat oziroma to, kar Sveto pismo na tem mestu govori, pravzaprav hoče poudariti, kako je Bog dober in usmiljen.
da dobroto nagrajuje pravzaprav in ohranja do tisočerega rodu, ampak tisoč je zopet simbolno število, ki pomeni dejansko vedno, neskončno. Medtem ko do tretjega, četrtega rodu to pa je zelo malo, bi lahko rekli. Pomeni, da tudi Bog se trudi s človekom, zlasti z grešnikom. Saj Jezus je to pokazal, da je zaradi grešnikov prišel, da bi ozdravil to, kar je greh porušil. Ne samo na splošno, ampak tudi čisto konkretno, v vsaki družini, v vsakem človeku. Jaz sem prepričan, da Bog pomaga tudi takim otrokom, ki izhajajo iz takih zvez, da čim prej prerastejo tudi te posledice, ki so dejanske, ki jih imajo v sebi. To se mi zdi, da je bolj pomembno, da pomagamo potem otroku, da se kot vernik razvije, da svojo vero poglablja z odraščanjem, da bomo tukaj zdaj ali starši, ali stari starši, ali bližnja okolica, konec koncev župnija je tudi kot celota poklicana, da pomaga otrokom preraščati tiste rane, bodisi duševne ali duhovne, ki jih prinesejo s seboj iz svoje družine. Dejstvo je, da v nemalo zakonskih zvezah ljudje trpijo, predvsem tudi zaradi tega, ker je eden od partnerjev stalno, vse skozi, nezvest, recimo svoji ženi ali svojemu možu. Na kakšen način kako naj se obnaša sozakonec do takšnega partnerja, tudi kakšne bodo posledice mogoče takšnega dejanja? Da nekdo trajno krši to zakonsko zvestobo. Pomeni, da je to neka življenjska drža tega človeka, da je to vprašanje, kako je zdaj s tem, s tudi prvo odločitvijo za zakon, za neko zakonsko zvezo. Če je bila to usmeritev že prej in je ta človek za to vedel in ni nič naredil, da bi se tega znebil, da bi to rešil, oziroma nasprotno, da je s to vednostjo in tem hotenjem tudi vstopil v zakonsko zvezo, potem, če gre za kristjana, dejansko sploh ni tak zakon bil sklenjen, je ničen zakon, ker je izključil nekaj, kar spada k bistvu zakona. Ker ta obljuba je resna ali pa je ni, in če je ni zakona kot zakramenta, to je gotovo huda posledica. Na drugi strani je to trajno ranjenje sozakonca in seveda kot greh negativno vpliva na vse, na družino, na vse, tudi otroke, kot smo prej govorila. Zdaj, kaj to za njega pomeni, to veta samo on in Bog. Gotovo objektivno gledano je to hud greh, velik greh, in ne more pozitivno vplivati na normalno življenje ne posameznika, ne skupnosti. Glede večne posledice pa moramo nekako Bogu prepustiti zadnjo besedo. Kot ste že prej dejali, sem razumel, da nekako danes v družbi ni dovolj razumevanja glede teh stvari, glede zvestobe, da je preveč lahkomiseln odnos do teh stvari. Kako pa recimo s tistimi, ki so, preden so sklenili zakonito zakonsko zvezo, tudi pred Bogom, pa so prej morda imeli že več partnerstev, v katerih se niso vzdržali in so nečistovali. Ali so ti ljudje potem v tej novi zvezi, trajni zvezi, sposobni živeti to zakonsko zvestobo? Jaz mislim, da je vsak sposoben, če se resno odloči in če uporablja vsa sredstva, ki k temu pomagajo. Če je tak človek, recimo, sklenil cerkveni zakon, je gotovo, če je imel dobro pripravo, v tej pripravi gotovo prišel do tega, da mora opraviti dober zakrament sprave, v katerem
je prav, da zelo jasno spovednikom vidita in opredelita, kakšno je stanje, kakšno je tudi trenutno stanje in tudi kakšne pripomočke lahko in mora uporabljati, da bo se recimo tega rešil. Vsekakor je prav v takem primeru, da svoj odnos do spolnosti uredi prej, predno stopi v zakonsko zvezo. Se pravi, da si da nekaj časa, če še ni tega naredil, ne, da si da nekaj časa, da začne obvladovati svoje nagone, tudi spolni nagon. K temu sredstvom spada seveda tudi to, recimo sramežljivost je eno tako sredstvo, ne, ki je danes skoraj odsotna resničnost. Ne. Prave sramežljivosti skoraj ni več, ne po družinah, ne po medijih, ne, reklame, vse to pravzaprav so zelo nesramežljive stvari. Ne. In si mora nekdo, ki hoče, da mu sramežljivost pomaga obvladovati njegovo spolnost, si mora zelo prizadevati za njo. Ne. Potem, da se jasno odpoveduje stvarem, ki vodijo v drugo smer. Konec koncev gledanje filmov s tako in podobno vsebino, da o pornografiji sploh ne govorimo, a ne, da si tak človek se mora temu absolutno odpovedati. Zdaj, a je to možno čez noč, a je to možno v 6 mesecih, je od primera do primera odvisno, ne, in je treba videti. Tudi, ja, konec koncev, ko gremo mimo izločb, v katerih so tudi kakšne izzivalne stvari v tej smeri, a smo sposobni pogledati stran. Zato, ker vemo, da nam pogled tja bi škodo. Ali kako drugače. Učiti se recimo gledati človeka drugega spola s čistim srcem. Torej prizadevanje za čisto srce. Torej na kaj pomislim najprej, ko vidim nekoga, ne, ki mi je všeč? Na kaj pomislim? Najprej pomislim na njegovo telo, kako bi ga zlorabil, kako bi ga uporabil za sebe, za svoj užitek, ali pomislim najprej na njegovo dostojanstvo. Vidite, to je veliko stvari, ki se jih pa lahko naučimo, oziroma kjer lahko en vzorec mišljenja, ki smo ga si pridobili, spremenimo. In to spada k temu enemu resnemu prizadevanju, da se človek reši dejansko neke drže, ki je, oziroma neke konec koncev že strasti, bi lahko rekli. Ne? Ali da se začnemo Bogu zahvaljevati, kot ste v prejšnji oddaji dejali, za to osebo, za njeno lepoto, za zunanjost in tako, ne? Ja. Da s tem pravzaprav pomagamo sebi. Ja, ne? S tem dejansko sebi pomagamo, pa tudi dejansko Boga počastimo s tem. Ne? In s tem ga že pokličemo tudi v ta trenutni odnos do tega človeka. Ne? Gospod Nočkov, najlepša hvala za vaše jasne, poglobljene odgovore. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, za poslušanje.